Malo znane skrivnosti čustev in občutkov. V naši družbi imenujemo čustva in čustvovanje kot nekaj normalnega, zaželjenega in za osebo, ki je brez čustev, ki ne zna izražati čustev, rečemo, da je hladna, da je kot robot, kot zombi. Vendar so to zelo laična pojmovanja čustev. Če raziščemo te zadeve iz bolj podrobnega metafizičnega nivoja in če razumemo ozadja mehanizma proizvajanja čustev, potem so zadeve precej drugačne. Čustva so energija, ki jo čutimo v našem telesu, in ta energija se giblje in to gibanje energije potem mi zaznavamo kot čustva ali občutki, odvisno ali so to negativni ali pozitivni, oziroma na katerem delu telesa se pojavijo. Strah se recimo pojavi bolj v spodnjem delu trebuha, tesnoba se pojavi bolj v zgornjem delu prsnega koša, občutek ljubezen preplavi celotno telo in naredi tudi noge zelo mehke in nestabilne. Ste se mogoče kdaj vprašali, zakaj, ko si zaljubljen, imaš noge mehke? Zakaj imaš ščemenje v trebuhu, ki je zelo podobno tudi občutku strahu? Taka dejstva razkrivajo, da so čustva določeni fenomeni v našem telesu, ki nas vržejo iz tira, torej ki porušijo našo notranjo stabilnost in nas naredijo nesposobne upravljati z našim fizičnim telesom. Kaj je potlej dobrega in koristnega v takih čustvih in občutkih, če v bistvu sabotirajo tvoje lastno fizično telo, če te naredijo nezmožnega, da bi se ga povsem zavedal in z njim povsem upravljal, tako kot ti zavestno želiš. To so zelo zdravo razumska vprašanja, nad katerimi predlagam, da se vsak zamisli. Kdo je torej robot? Tisti, ki je brez čustev ali tisti, ki je za čustvi? Ali si sposoben voditi samega sebe, če si brez čustev, če čutiš svoje telo in si zmožen upravljati z njim v vsakem trenutku? Ali si robot ali zombi takrat, ko te čustva preplavijo, ko postaneš nezmožen kontrole nad svojim telesom? Pri Destini se zelo podrobno raziskuje delovanje uma, čustev in občutkov. Podrobno se razloži mehanizem proizvajanja čustev in tudi kako lahko mi ta čustva obvladujemo tako, da nam ne škodujejo v življenju. Mehanizem je zelo preprost, kajti vsako energetsko gibanje, ki ga mi imenujemo čustvo ali občutek, je proizvod konflikta med realnostjo v tem trenutku in med našimi sprejetimi prepričanji, verovanji in podobnimi definicijami. Torej, čustvo se ne more proizvesti, dokler mi nismo nekje v preteklosti sprejeli v sebe neko prepričanje, lahko je to zavedno ali nezavedno, in na osnovi tega prepričanja potem mi začnemo primerjati in presojati realnost v slehernem trenutku našega življenja, in ko ta realnost, nek dogodek ali predmet ali oseba sproži neko asociacijo za tem našim sprejetim prepričanjem, potem nastane konflikt med realnostjo in med našim prepričanjem, ki nam onemogoča, da bi to realnost sprejeli takšno, kot je. Realnost začnemo zavračati oziroma jo poviševati ali poniževati, odvisno od našega prepričanja. Če pridemo v stik z nečem in nam to sproži v sebi asociacijo, ki to, kar smo opazili, definira kot nezaželjeno, manj vredno, grdo, slabo, potem se kot posledica tega našega prepričanja v nas sprožijo energetske reakcije, ki jih zaznavamo kot negativni ali slabi občutki, kot na primer strah, jeza, sovraštvo in zavist. Če pa smo v sebi sprejeli neko definicijo, ki nam nek zaznani predmet, osebo ali dogodek poveličuje
ali mu poveča vrednost, potem pa se v nas ustvari konflikt in posledica tega konflikta je energija, ki jo mi zaznavamo kot pozitivne občutke oziroma občudovanje, ljubezen, poželenje, strast in podobno. Vendar pa se mi običajno ne zavedamo tega delovanja, kako mi sami proizvajamo te čustva, ker imamo te definicije shranjene na nezavedni in podzavedni ravni uma. Dokler imamo te definicije v sebi, potem hodimo po svetu tako, kot bi hodili po minskem polju. Ne vidimo, kaj je pod našimi stopali, toda kar naenkrat, ko stopimo, ko se srečamo z nekim dogodkom, osebo ali predmetom, eksplodira ta naša reakcija kot neka mina in nam sproži čustva in občutke. Vendar pa smo mi tisti, ki smo z svojim dovoljenjem sprejeli vse te informacije v sebe, ki nam potlej povzročajo čustvene reakcije. Če torej čustveno reagiramo in pričnemo za te čustvene reakcije kriviti druge ljudi, delati odgovorne neke osebe, ki so izven nas, smo zašli v samoprevaro oziroma v slepilo. Kajti v vsakem primeru smo mi tisti, ki je odgovoren za katerikoli občutek ali čustvo. In dokler tega ne ozavestimo, potem smo povsem neodgovoren posameznik v tej družbi, ki se jezi, ki ustvarja psihično in fizično nasilje nad drugimi ljudmi in ne prevzema popolnoma nobene odgovornosti. Zato pri Destiny delamo na temu, da bi postali povsem odgovorni in zaupanja vredni predstavniki družbe. Sestavni del tega procesa je postopek ozaveščanja podzavestnih sprejetih prepričanj, ki nam onemogočajo sprejemanje realnosti takšna, kot je, brez da bi se v nas pojavila nekontrolirana hipna čustvena reakcija. Torej, z pisanjem in s pomočjo spletnega izobraževalnega programa Destiny iProcess se učimo uporabljati orodja za ozaveščanje, analizo in odpuščanje vseh podzavestnih vzorcev, ki nas spravljajo iz tira, brez da bi to zavedno želeli. Na ta način se znebimo vseh podzavestno sprejetih prepričanj, ki nas delajo čustvene robote ali zombije. Kajti ko se osvobodimo vseh razdvajajočih prepričanj, verovanj, idealov, ki smo jih sprejeli zlasti v prvih 7 letih svojega otroštva od staršev, potem pa tudi od družbe, medijev v naslednjih letih svojega življenja, potem postanemo svobodni in zmožni dojemanja in sprejemanja realnosti takšna, kot dejansko je v slehernem trenutku. Kajti čustva in občutki so posledica dualnosti oziroma polarnosti. V trenutku, ko v sebe sprejmemo neko prepričanje, potem nam to prepričanje onemogoča živeti in sprejemati to realnost takšno, kot je. Kajti v sebi imamo to prepričanje in realnost neprestano primerjamo in tehtamo in delimo stvari na dobre in slabe, na grde in lepe, na tisto, kar se mora in tisto, kar se ne sme. In vse skupaj, kar obstaja na tem svetu, delimo na te dva pola, torej na pozitivni in negativni pol. Zato tudi pozitivizem ni rešitev za ta svet. In tudi ljubezen ni rešitev za ta svet. Kajti dokler v sebi ohranjamo neko težnjo po pozitivnem delovanju ali delovanju na osnovi čustva ljubezni, potem povzdigujemo samo en pol te realnosti oziroma naprej to realnost delimo na dva pola, potem pa želimo ohraniti samo en pol. Toda to je nemogoče. Pol lahko obstaja samo v odnosu do svojega nasprotnega pola. Torej, ne moremo nekaj definirati kot pozitivno, če ne definiramo nekaj drugega kot negativno. Ne moremo ljubiti, če nekaj ne sovražimo. Zato je ključ
za osvoboditev in za harmonično življenje na tem svetu, če to materialno realnost in vse ljudi, živali in dogodke v slehernem trenutku sprejemamo takšne, kot so. Ko se bomo osvobodili vseh svojih čustvenih reakcij, takrat bomo šele postali sposobni živeti v sožitju. Primer te iluzorne ljubezni kot občutek je tudi primer, ko sta dva v partnerstvu in potem začne partner zaradi te svoje ljubezni kot občutek svojo partnerko priklepati nase, ji omejevati gibanje in druženje z drugimi ljudmi. Posledica te ljubezni so potem občutek zavisti, ki pripelje do fizičnih dejanj in tudi do ubojev. So primeri, ko partner ubije žensko in potem za izgovor svojega dejanja navede, da je to dejanje storil iz ljubezni, ker je to žensko tako ljubil, da ni mogel sprejeti, da bi bila ta ženska ob komerkoli drugem. Ko se enkrat osvobodiš podzavestnih prepričanj, zaradi katerih si prej nekontrolirano čustveno reagiral, to ne pomeni, da postaneš oseba, ki je nezmožna čustvovanja. Zgodi se samo to, da začneš prevzemati odgovornost za svoja čustva. Kajti šele takrat, ko se osvobodiš podzavestnih miselnih vzorcev, takrat si sposoben upravljanja za svojimi čustvi. Torej, lahko se nasmejiš, zasmeješ, zajokaš, v katerem koli trenutku, ne glede na to, kakšne so zunanje okoliščine. Postaneš gospodar svojih čustev. Nisi več njihov suženj, temveč prevzameš vajeti svojega življenja v svoje roke. Glede ljubezni je potrebno razumeti še razliko med čustveno ljubeznijo in praktično fizično ljubeznijo. Kajti odpovedovanju čustva ljubezni še ne pomeni, da ne ljubiš v nekem drugačnem pomenu besede, ki jo nekateri imenujejo tudi univerzalna, nesebična ali brezpogojna ljubezen. Kajti, če deluješ samo na osnovi čustva ljubezni, torej, da si zaradi svojih prepričanj nekaj več, da si ti neka prijetna, pozitivna oseba, ustvarjaš notranji konflikt, ki ti posledično ustvari tvoj notranji občutek ljubezni, s tem nisi naredil ničesar. To ni prava ljubezen, temveč je iluzorna ljubezen. Prava ljubezen na tem svetu se mora kazati skozi fizična dejanja. Naprimer, če imaš pred sabo lačnega človeka in te prosi za hrano. Če boš samo sedel pred njemu in si v sebi ustvarjal občutek ljubezni, mu s tem ne boš čisto ničesar pomagal. Na ta način mu ne boš izkazal praktične ljubezni. Če pa boš lačnemu človeku dal hrano, potem je ta tvoje dejanje izraz praktične ljubezni. Zato se vsi tisti, ki meditirajo in projicirajo v sebi občutek ljubezni in v sebi vizualizirajo svetlobo in v svojem umu to ljubezen in svetlobo razpošiljajo do drugih ljudi in povsod po svetu, taki ljudje slepijo samega sebe. Kajti ničesar, kar ustvarjaš v svojem umu, nima praktičnega učinka na ta fizični svet. Kajti na tem svetu so potrebna fizična dejanja, torej fizični premiki našega fizičnega telesa, da se dosežejo spremembe. Nihče ne bo mogel spremeniti tega sveta in ga izboljšati, če bo samo sedel v svoji sobi in meditiral. Vpliv na odločitve glede posedovanja in distribucije naravnih virov, zagotavljanja blaginje za vse ljudi na tem svetu se sprejemajo preko političnih odločitev. Zato pri Destini ne meditiramo, ne zapiramo se v svoj temveč pripravljamo politične rešitve za izboljšanje tega sveta. Ta rešitev se imenuje enakovredni denarni sistem. In počasi bomo začeli z ustanavljanjem politične stranke enakovrednega življenja, ki bo spremenila politiko in zakone tako, da bo na državni ravni sistem podpiral vsa živa bitja in jim omogočal dostojne življenjske pogoje. Namesto, da bi delovali po prepričanju, ki smo ga mi sprejeli in za katerega mi mislimo, da je najboljše, se je potrebno usklajevati z drugimi ljudmi, za skupino in se spraševati, kaj je najboljše za vse. Zato se pri Destini odrekamo
svojih individualnih mnenj, svojih prepričanj, svojih preteklih izkušenj in delujemo po principu tistega, kar je najboljše za vse, torej za vsa živa bitja na tem planetu, ne samo za ljudi, temveč tudi za živali in rastline. Delujemo harmonično, enotno kot skupina, v en glas. Naše vodilo so iskrenost do samega sebe, prevzemanje odgovornosti za vse misli, čustva, beseda in dejanja, definiranje vseh bitij na tem svetu kot enakovredna in delovanje v korist vseh živih bitij. Kot temeljno rešitev za odpravo vseh težav, ki nam jih proizvaja naš trenutni gospodarski, ekonomski oziroma denarni sistem, pa delujemo enotno v smislu podpiranja mirne politične, demokratične uvedbe enakovrednega denarnega sistema. Ta sistem bo počistil tudi vse uničevalne dejavnike iz našega denarnega in ekonomskega sistema, tako da bo naš družbeni sistem omogočal dostojne življenjske razmere za vsa živa bitja, da bomo na ta način odpravili vojne, lakote, pomanjkanje in da bomo končno lahko vsi živeli v obilju in medsebojnem sožitju. Vabim torej vse, da raziščejo Destiny, da se pridružijo odličnem spletnem izobraževalnem programu za samospoznavanje, ki se imenuje Destiny iProcess in ki omogoča tudi, da postaneš mentor in na ta način dobivaš iz leta v leto izredno velik osebni dohodek. Destiny rešitve so torej odlične za to, da postaneš iskren, čustveno stabilen, zaupanja vreden predstavnik družbe, da poskrbiš za svojo finančno varnost in da hkrati tudi pripomoreš k izboljšanju družbenega sistema tako, da bomo ustvarili pogoje za praktično uresničitev raja na zemlji. Hvala.